Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Za gospodarstvo je bilo lansko leto prilagajanj. Po koronski krizi so razmere krojili višje cene energentov in dvig splošnih stroškov. V poslovni register je bilo konec leta 2022 vpisanih 23.060 poslovnih subjektov s sedežem v gorenjski regiji. Podjetniška klima na Gorenjskem beleži rast in zadovoljiv rezultat. Najvišja rast neto čistega dobička je v občinah Radovljica, Žirovnica in Jesenice. Gorenjska ima 8,4% delež v Sloveniji in je kot običajno na 4. mestu po regijah. Gorenjsko gospodarstvo je v letošnjem letu oziroma v letu 2022 ustvarilo skoraj 10 milijard prihodkov, kar je nominalno sicer 20% več, realno pa 10, glede na to, da je bil rast cen, se pravi indeks rasti cen 8,8%. Družbe so ustvarile 37% več neto čistega dobička, s čimer se s gorenjskim gospodarstvom lahko pohvalimo, saj je bil to eden izmed 3 največjih ustvarjenih rasti neto čistega dobička. Na ravni Slovenije je bila namreč ta rast nominalno 7%. Družbe so zaposlovale več zaposlenih kot leto poprej, plača je bila višja kot leto poprej in tudi višja kot v Republiki Slovenije, se pravi povprečna plača na zaposlenega. Povprečna plača zaposlenega na Gorenjskem je 2039 evrov, kar je sicer več kot v letu 2021 za približno 9%, vendar je to nominalna vrednost, če pa upoštevamo indeks cen rasti življenjskih potrebščin, pa ostaja na ravni kot leta 2021. Največji vpliv kot običajno v preteklih letih je tudi letos beleži predelovalna dejavnost, kjer ustvarijo največ prihodkov, imajo največ zaposlenih in so tudi najbolj uspešne pri prihodkih na tujih trgih. Mogoče bi povedala, da imajo največji vpliv velike družbe, ki jih je v bistvu samo 1% na Gorenjskem, ampak predstavljajo pa res velik delež vseh podatkov gorenjskega gospodarstva. Jaz mislim, da smo lahko zadovoljni na Gorenjskem, kajti čisto vse kategorije, ki jih v bistvu beležimo, imajo trend rasti, razen čiste izgube, ki je pa letos izredno majhna. Na trgu dela je na Gorenjskem 3,4% brezposelnost. To je trenutno 2872 iskalcev zaposlitve, od tega 30% dolgotrajno brezposelnih, najnižja brezposelnost pa je v občini Železniki. Nizka brezposelnost ostaja, kar pomeni, da smo tega lahko veseli. Pravzaprav se trend nižanja brezposelnosti celo nadaljuje. Prvič v zgodovini naše območne službe Kranj se je zgodilo, da je brezposelnost padla pod 2900 oseb, kar je zelo malo in to pomeni, da smo včasih kar malo v stiski, kako poservisirati gospodarsko delodajalce, ki pa imajo določena pričakovanja. Tega se lahko veselimo, kar se tiče brezposelnosti, seveda bi pa, kot že rečeno, zelo radi poservisirali tudi delodajalce, ki pa imajo spet svoje pričakovanja. Največ povpraševanja je v panogah, recimo proizvodnja, potem storitvene dejavnosti, logistika, transport, tudi turizem. Nekako ni več pravila, res je tistih največ, ki so brez izobrazbe, ampak tudi tisti so tako zelo iskani, da so delodajalci sami pripravljeni prilagoditi svoje pričakovanja in pa pogoje, kar spet pomeni, da je priložnosti izjemno veliko za vsakega, ki jih želi prepoznati in sprejeti nekaj, za to tudi sam narediti. Tuji delavci so, to je dejstvo, mi jih sicer ne iščemo, ampak smo vključeni v procesu same kontrole trga dela, potem, ko se izdajo delovna dovoljenja. Dejstvo je, da z našimi domačimi delavci ne moremo zadovoljiti povpraševanja, kar pomeni, da se tuji delavce potrebuje. Seveda si pa želimo tudi, da tuji delavci, ki prihajajo, pridejo v neko urejeno okolje in imajo tudi vso ustrezno zaščito. Sami pa, da naredijo vse tako, kot je treba pri samem delu.